Živijo, sem vas že čakal. Sem Luka Košir in vabim vas na ekskluzivno spoznavanje narave, kot je morda še ne poznate. Ravno v tej naravi iščem največ inspiracije za svoje kreiranje jedi. In to vam bi rad danes tudi pokazal. Pa pojdimo. Nahajamo se na eni od njiv, kjer raste divji krompir. Pravimo mu tudi topinambur. Uporabljamo ga lahko za sladko in slano. Ker je pa iz družine sončnic, lahko jemo tudi surovega. In tale gre danes z mano. Ste že jedli mravljince? Tukajle je eno od mojih mravljišč. Mravljinci so v Južni Ameriki pogosto na jedilniku. Pri nas jih pa uporabljamo bolj kot začimbo. Razlikujejo se po okusu in kje živijo. Največkrat jih uporabljamo pri sadicah, ker dodajo sadici poseben citrusast okus. Ni jih prav potrebno veliko nabirati, saj so zelo močnega okusa. No, takole pa jih imamo. Zdaj gremo pa po gobe. No, pa sem jih našel. Golubice. Tele gobice ne nabira kar vsak. Ponavadi zaradi tega, ker jih ne poznajo. Ampak so izredno odlične. Mi jih uporabljamo pri jedi s pujskom. So pa lahko gobe zelo nevarne, če jih ne poznamo. Zato je treba posebna pozornost, kadar jih nabiramo. No, pa gremo naprej. Zdaj smo pa pri meni doma. Smo lastniki prve ekološke kmetije z racami v Sloveniji. Nimamo prav dosti rac, zato so race namenjene ekskluzivno samo za strežbo v naši restavraciji. Zame osebno so race ene najlepših živali in sigurno tudi najbolj prijazne. No, tako. Prvi del našega druženja gre proti koncu. Upam, da ste uživali in se kaj novega naučili. Zdaj gre pa zares. Izbral bom 5 oseb iz Slovenije in Hrvaške, kateri bodo lahko z mano kuhali v živo, v moji restavraciji. Ampak pozor, čas za prijave se izteka. Vsi tisti, ki vam pa ne bo uspelo, si nas lahko ogledate v takem VR posnetku, kot je tale. Čau!